kaj minuta, sekunda pizdakaš za tismo, če ti težko ali pa če trpiš, ne. Pač to je čisto sam tvoja odločitev in tle pač smo, ne. In v bistvu taki smo, ne. In ne vem, meni se zdi, da se vse preveč resno jemlje to, no. Ruhal sem, vrtel se mi je v glavu, mrazil me je, kakor prav občutek, kakor da malo ugaša telo, veš. Veš, malo mi gre tudi ta fama po pravici na živce okrog teh 100 milk, veš, kaj je vse to, veš, pain, veš, sploh veš, ta mal, skoraj že besedna masturbacija, veš, pain cave, pa ne vem, kakšne stvari se ti dogajajo, ne, kako boš to, pa boš vse doživel, pa kako moraš v tem ustrajati. Plezati znam, štrike znam, zdaj pa pač še motorko pa tudi nekako znam, ne, in tako da poj sem v bistvu vse povezal in to je bilo kar, lahko skoraj rečem, ljubezen na prvi pogled, kako bi se rekel. Še enkrat, srečnega pa zdravega, spoštovani in spoštovane, pa dobro jutro, dobro večer, dober dan, kako ste kaj, pa vaši novoletni sklepi, moji so šli, ja, ko je po zlu, ker sem tak lep plan naredil, da bom šel teč, vsaj prve 3 dni novega leta, pa nisem šel teč, ampak sem ostal kar v postelji, ampak pustimo zdaj mene, moj dragi gost je sigurno šel, z mano je danes kdo drug kot Borut Škarja, Borudžio. Ja. Ti si tekel že, se pravi, ko snemava je 5, odtekel si vseh 5 dni najbrž. Ne, nisem. En dan sem imel prej. Pa to je noro. Kjer dan pa si imel prej? Mislim, da je bil petek, prejšnji teden, ja. Prvega si pa šel za novo leto, ja? Tako pa moraš, ja, v bistvu. Nekako se spodoba, ko. Nisem si nič obljubil kaj dovesti. Ne daješ nič na te novoletne sklepe pa te stvari, ja? Ne. Meso je šibko, čeprav je duh lahko močen. Začela so z udarnim citatom že takoj na začetku. To je res, ja, te novoletni sklepi ponavadi postanejo vse skupaj en testen krompir zelo kmalu, a ne? Zato jih večina ljudi ne uspe forgati. Bož, da forgamo stvari, ki jih lahko na dolgi rok. Borut, danes si že tekel, ja? Ja, danes sem šel, ja. Ena zelo taka. Zelo sneg je malo padel na Gorenjskem, ne moram verjeti. Jaz tudi ne. Tudi sem šel, ja, v bistvu sem šel v Begne, blizu Bolence. Tam sva s Piškurjem en krog najdla, v bistvu še takrat, ko je bil Piškur v Bolenc nedolgo nazaj in sem jaz k njemu na obisk hodil. In sva, tam je v bistvu krog, se ga najbrž poznaš. Tam pač znotraj Bolence tisti krog narediš, če ni slab kilometer je, malo imaš klančko, malo imaš spusto. V bistvu tako sva laufala, k drugam nisva šla, pa so pa malo skombinirala, so pa videla, da lahko v bistvu dobre šprinte v klanc delaš, dobre šprinte v ravnin delaš, vmes laufaš, tako da v bistvu je ful lušten, pa gmah je, v bistvu gmah. Danes je bilo sam lepo, malo je snegec padel, sem pa kjer človek, konji so bili, žive dušen, kjer tišina, pa Bolenca blizu. Kar je pa dober, da ti da malo mero, se mi zdi. Zmeri imaš tak, ko greš sporedno z Bolenco laufaš, mogoče dobiš malo nelagodja v duši, kako bi se temu rekel. Zelo tanka je meja med tem, da si noter, pa med tem, da si v dzun. In to po moje se malo premalo tako zavedamo, no. Jaz sem bil zdaj kar noter, tako da v bistvu, če ti po pravici povem, ko smo špilali enega osla, ene karte, Piškur je bil, 2 punce špila, Tamara pa Jaka še en. Mi smo bili, tako smo se režali, pa tako smo se smejali, da na koncu sem jaz šel ven, sem v bistvu dobil občutek, kakor kam pa jaz grem zdaj. Zakaj pa grem jaz ven? Tako da ta fluidna meja je zelo Včasih se sprašuješ, na katero stran tega zidu so bolj ljudje prizemljeni, ampak ja. Resnica tega je sveta, se veš, kako je, da dostikrat so napačni noter, ne. Hudič je to res, da so napačni noter in to je po moje ene sorte žalost od tega sveta. Ker psihopate je bilo treba noter dati, pač tam pa videli so pa večina ljudi čist dosti normalnih, sam pač življenje jih je malo pojebo, ne. Pa vsi nismo dosti močen, da pač tako gre skozi ali ne gre skozi, ne. Pač tako, ni
preveč je te stigme še, veš, ni Res to. je. Pri nas prav gotovo. Ja, saj s Primožem sem imela zdaj, mislim, da že 2 leti nazaj, pogovor, on je bil izvrsten, tekač, verjamem, da se bo vrnil, zadnjič sem bila na vezi, zdaj vidim, da tečeta spet skupaj, tako da... Je že nahajpan. Ga moram kar malo bremzati. Včasih je on tebe, zdaj ti boš ti njega. Kako se obrnejo vloge, ja. Kako se obrnejo vloge? Čakaj, da ga na dolge spravim, to bo trpel, pol videl hudiča. Ja, on je odličen, ja, na teh kratkih udarnih, je bil res nor, čak, da pride na ultre, boh ne dej, ja. Še enega ultraša ramo, ali pač, no. Ja, vse to prav, bo material tudi za to, če Boručkarja se v tem najdu, kaj se ne bi še, morda še kdo je Boručkarja, se sprašujete, drage dame, tam, ki tole gledate, pa gospodje, ki to poslušate na teku, arborist, to bova obdelala podrobno, kaj to pomeni, v maratonskih letih, čeprav menda cestnega še ni odteku, to bom povedal, ne, odkimava, pa ne vem, če ga bom kdaj. Zarečenega kruha je tudi še kdaj, bilo kaj pojedenega, doma iz Kamne Gorice, drži? Zgornja Dobrava. Iz Zgornje Dobrave, tako, zadnje 3 leta pa kakor vihar osvaja slovensko in tudi širšo ultra trail sceno, med drugim tudi zmaguje, decembra si menda zmagal v Velenju, je tako? Ste kar ratali, drugače pa ni tako, kakor spovedal. Jaz preveč hvališ vse. Ne, pa jaz rejam samo statistiko, samo številke, če bi kdo pogledal številke, ljudi, ki pač, če človek zmaga, recimo na gorskem maratonu ali pa na trailu ali pa na ultra trailu, že sodi recimo med eno tako boljšo, med boljšo skupino ultra tekačev, če zmaga večkrat, pa če ga recimo slovenskih trail prireditvah v napovedi imenujejo elita, kot so tebe recimo na K24, potem je že neki na tem, tako da pa še 3 sezone ima za sabo in to bova mi tam razdelala. Borut, povej mi, kaj si rekel, da ne boš nikoli laufal cestnega maratona? Te nič ne matra firbec, ko bi to izgledal. V bistvu veš, da res ne. Vse imam rad tek, pa spoštujem delč od tega, da ne bi spoštoval, da ne bi cenil te, ker so to res vrhunski športniki, to kapo dol, za te rezultate. Sam preprost, ne vem, zdi se mi drug svet, pač ne vem, jaz sem človek gmajne hribov, trave, skal, to je to, mislim, jaz asfalt trpim, jaz ravnino trpim, jaz ne vem, manj gre včas kar na ruhanje, ko vidim tisto ravnino pred sabo, res. Imaš na trailih, na ultra trailih, imaš tudi raztežaje, ki so dolgi lahko 50 in več. Zato pa ne, zato pa tam mi ni všeč. Zdaj sem pa že toliko star, da lahko, pa veš, ne moram vse sprejeti. Pač ravnina mi ni všeč, to sem se odločil, asfalt mi pa sploh ni všeč. Se pravi, ne boš nikoli se prijavil na maratonu, teku daš. Plus tega, da v bistvu imam čistko, rad imam samoto, se mi zdi, in samota je v bistvu manj, ali pa tisti ožji prijateljski krog, in to ti v bistvu mogoče res sam trail nutno. Sploh tudi na tekmah mi je v bistvu to najbolj všeč na trailih, ko se zgubimo. Pač na ta dolgih se zgubim, jaz praktično večino cajta sam laufam, sploh na teh ta dolgih. In to mi je v bistvu ful všeč, sploh čez noč, pa to so najlepši momenti, ko si v bistvu sam s sabo, pa nimaš tam, ne vem, pred sabo jih 100, pa za sabo 300 ali pa ne vem, pač ne vem. Tudi te ta velike trail prireditve, rečemo, ali te UTMB, pa te ta velike, pač ne vem, nekako mi to napotegne, ker ne vem, vse to je moje mišljenje, pač vse to je... Ne obsojam dobenega za to, ampak pač nekako mi ni. Zdi se mi, da se pa ta prav čar zginja, veš, in je vse bolj samo en dokazovanje, ali mogoče samo sebi, ali drugem, ali v bistvu čist goli ego trip, ne vem, pač pule tega, se mi zdi, takih enih bolj, se veš sam, kako je, pač to je obsesija, manija, tako je, mislim, več ali manj, vsak ima svoj razlog, zakaj, ne vem, teče, zakva se pač svoje meje kao premika, ne vem kam,
V bistvu je to, bi mogla biti zelo simpel, pa zelo natur stvar, no. Ne bi smeli take drame delati okrog tega. To je enkrat rekel Boštjan Videmšek, by the way, ki ga poleg Hladnih Milharčiča, novinarga, delč najbolj cenim, ga berem že od rane mladosti, ki sem za sebe vedel, in glih pri tebi po moje enkrat rekel, čim imaš za kvasmo tok, ti če laufaš, pač itak laufaš, nimaš pravice, da minuto, sekundo pizdakaš za tismu, če ti težko ali pa če trpiš, ne. Pač to je čisto sam tvoja odločitev in tle pač smo, ne. In v bistvu taki smo, ne. In ne vem, meni se zdi, da se vse preveč resno jemlje to, no. A veš, in vse gre, ne vem, tako, moraš tisto igro, vse moraš se mi zdi doživeti, pa sprijazniti s svojimi omejitvami, veš, tudi jaz, v bistvu sem 42, ne. Kukor sprej rekel, da si star prdec, jaz sem tudi počasi star prdec, veš. Tako da smo tam, a veš. 40 so nova 30. Ne bomo več dosegali, veš. Isto, stilnam potočnikam smo šli laufati, pa s piškurjem, ne, in smo glih, to smo v bistvu razmišljali. In Tilen lepo povedal, kako v bistvu je to, da pač on ima sploh kilometrino izkušenj dela, se veš, ne, tudi rezultate imel ful. In je rekel pač tako, čisto simpel, ja, jaz bi rad to tudi čez 20 let delal, ne. In pa smo res rekli tako, ja, to je to v bistvu. Iz hribov preletiš, sneg je, mraz je, lepo je, a veš, delaš te dolge povezovalne ture, ne, mislim, to se mi zdi res najlepši čar, ko v bistvu nas še čaka, no, ko v bistvu ni sam tekma, ne, ampak je to res en doživetje, ena avantura, karkoli že tako jemlješ. In v bistvu res, to bi rad delal, ne, kolikor cajt lahko delaš, ne, a veš. In zdaj tudi Tilen rekel, pač se štenge niso več samoumevne, ne, delč od tega, ne. Ampak sej ful je dober, če so, ne. Ampak ja, pojdi nekako se sprijazne s tem, da v bistvu pa tudi res ne jemlješ vse tako, a veš, tako resen, ne. Ker ne smeš, se mi zdi, za tvoj notranji mir se mi zdi, je to ful važno, no, da pa tudi se, a veš, ni vse sam tek, ne, a veš, tek je dostikrat tudi beg, ne, se jaz tako vidim, no, a veš, da bežiš pred sabo, pred problemi, a veš, v bistvu to, da rabaš neki, ne, a veš, ker misliš, ne, a veš, ne vem, no, tako, malo sem dostikrat kritičen glede tega, ne, ampak ta prvi vrsti do sebe, ampak opažam pa tudi tako, mislim, čisto tako celostno, veš, ratal je res tako, vorank mašinerija, biznis vse skupaj, ne vem, no, tako. Ja. Ja, rad bi to delal tudi, če bom živ še čez 20 let, tako je to. In to je to, in če veš, kako je, če se pol preteraš, pol je dostikrat lahko hiter kaj preveč, ne. No, sej, vprašanje, ne, na mestu, recimo, ne, če bi ti dal en na razpolago ali to, da ne, zmagaš na UTMB-ju, ne, pa si večna zvezda, pa nikoli več ne laufaš, ne, ali pa da si nadaljnjih 30 let čist, bom rekel, v sivini povprečja, pa noben ne ve zate, kaj bi zbral. Brez trena oka. Je rekel, bye UTMB, kar imejte ga, recimo, ali pa olimpijske igre, ali pa ne vem kaj, ne, recimo, se to, podobna stvar, ne, ali izbereš, da boš olimpijski prvak, ali pa da boš, ne vem, do smrti lahko funkcionalen, ne, ker za veliko olimpijskih prvakov ne velja, no, tako da to je res to, kar si rekel, ne. Tako, mi smo še zmeraj, veš, vsi, itak smo ljubiteljsko to počnemo, ne. A veš, in to, da delaš ti preveč, da si v bistvu cel življenje sam temu podrediš, se mi zdi, pa si lahko še toliko dober sam, ampak se mi zdi zelo na koncu boren vse skupaj, no. Zato, ker ja, življenje se drugje dogaja, ne. Pač to so naši gušti, tek je naš gušt, v bistvu, zaradi tega, če boš ti eno ultra, ne vem, 100 milko ali pa ne vem, ali pa 300 milko, zaradi tega ne boš nič boljši človek, če nisi v osnovi boljši človek, a veš, ti moraš. Ja, tako. Pač ni recepta tle, no, ti greš sam pač, kva je tist, v bistvu, kva te rajca, pa pred kjermu se misliš, poj, ne vem, dokazati, pa da misliš, da pač, ja, da to zmoreš, pa da čez, ne vem, a veš, ampak te letve itak ne grejo v nedogled, ne. In to je danes narobe, se mi zdi, s celo filozofijo, pa z mindsetom celega sveta, ker mislimo, da zmeri mej ni, ne. Pač mej ni, zmeri lahko greš višji, sam če to želiš, pa če to verjameš, ne. To je bullshit, veš, to je natek, ne. Pač zemlja je ena sama, tokle, kukor imamo. In da bo skozi rasla, da bo skozi več, to pač ne gre. In tudi pri ljudeh ne gre to, ne. In nek se moraš ti ustaviti in pač malo tudi mogoče nazaj stopiti,
A veš, ja, en korak nazaj narediš, da v bistvu dva lahko naprej narediš. Ne? In ne vem, to pozabljamo, se mi zdi doskrat. No. Tako da jaz ne jemljem res teka tako resen, mislim, probam ne jemati, imam pa ful rad naravo, imam rad gore in ta občutek svobode, ki ga danes, to je čist, v bistvu dost, se mi zdi klasična razlaga, zakaj to rad počnemo. Ne? To pač vzameš v perge, pa greš, pa to je to, veš, nanucaš nič. No, ampak glede na to, da si rekel, okay, pri rosnih 42, pa te scena ne pozna več kot nekaj let, enkrat pa si začel s tem, nekdo te je pa zvlekel v ta žlahtni šport, ali ne vem, mladosti, ne vem, starši v hribe, ali prijatelji, ali ne vem, kaj je bil tisti motiv, da se je Borut Škarja iz Dobrave pač podal malo više, ne morske višine. Borut Škarja original izvira iz Zasavja, bliz Litije. Opa. Ja, zdaj preseljenje pa že v bistvu 20 let, 15, 16 let, ja, v bistvu sem že tle stalno, prej sem bil še ne 4 leteč, tako da ja. Drugače izhajam iz dost tako delavsko-kmečke familije, ki ni bilo glih dost posluha za šport. Imamo pa sreč genetiko v bistvu v nogah tako, da v bistvu karkoli sem se lotil, kjerkoli športa sem se lotil, v bistvu mi je dobro šlo. No. Pač je to motorični športi, ali žogo, ali v bistvu sam plavanje mi nikoli ni šlo. To zato, ker nismo nikoli na morje hodili. In sem naučil, in sem se v bistvu naučil plavati na zimski šoli v naravi, Cerknem, da si moraš misliti. Smučati sem obladal, splavati sem se pa tudi v bazen pa not naučil. Tako da to je to. Ampak vsi ostali športi pa se mi zdi tako, mislim, doben ni del problema, no. In tudi eno splošno kondicijo sem skosil, pol v mladosti sem pa nekako začel, mislim, v srednjo šolo sem pa bolj v plezarijo se vrgel. No. To me pa takrat kar obsedal in sem kar v bistvu kar nekaj let kar to vorank počel v bistvu. Tako da ker mi pa tudi ful pasal, zato tudi konstitucija mi je bila ta prava, ne vem, kar v redu mi je šlo. No. Nikoli ne ful dobro, mislim, da preko vrhunsko, ampak sem pa zase, mislim tako pač. Rad sem plezal, no, pa... Plezal tudi v naravnih stenah, v kakšnih smerih. Ja. Imaš kakšno... Na Dobravo prišel smo tudi malo po hribih, no, tako da je bilo. Imaš kakšno smer, na katero si ponosen, ne vem, ki jo rad omeniš, ne vem. Ne, to so pa z Juretom plezala sva neki pač v Triglav, pa ne vem, Rakova Špica, tam so bile par lepe take, ampak nič tako posebenega, no. Mislim, tako pač itak, jaz sem bil bolj tako. Pač družil sem se s temi, ki so bili res dobri alpinisti, no, tako da... Povleklo te pa niti, da bi rekel, da bi se resno šlo tudi tega športa. Ja, v bistvu, po prvič povedan sem se malo strašil, no, zato, ker te res potegne, tega moraš jeti noter, ne, in to je pač, ne vem, preveč sem imel tudi razpršeno pozornost še takrat v mladosti morbiti. Pač rad sem potoval takrat še, ko sem pač se malo tako, da sem tudi pač začel delati pa vse te stvari na faksu, ne, sem večino cajta sem pač delal, pa potoval, ne, in to je bilo to, ne, in pač za plezanje, pa takrat, ko mi je pa tudi, sem rad šel, ampak pač ni to, da bi bil neki napol, ne. Pač športno plezanje, ti smo dosti plezali, ampak to je druga, ne, to je športne, pač alpinizem, to pa cel gače, ne, to pa ni. In to poprvič povedan sem se po mojem malo takrat ustrašil, no, in nisem, pa mi je v bistvu tudi tako zelo ležal, no, zelo bi, ampak ne vem, nekako eno bremzo sem. In pa sem pa počas, mislim, laufali smo pa isto, se iz tega je prišlo, zato ker če si hotel imeti tudi kondicijo za v hribe, pač mogel laufati v hrib, ne. In to so takrat z Juretom so dosti laufala in to so bili kar uni. Sam to je bilo, če zdaj pomislim, to je vse do konca šlo, ne. To je pač, Kojič štarta brez ogrevanja, brez bum gor na fertik, ne. Pa do konca gor, do pol skoraj kozlov gor, ne. In to je bilo vsakič, to ni bilo drugega treninga. Jaz včasih sem že pred treningom mi je bilo slab, zato ker sem vedel, da mi je spet tako slab, pa da mi skoraj kozlov gor. In sem imel res prav tisti, sem rekel, ne, to pa ne. Ampak drugače nismo znali, to je bila una mentaliteta, zjagati se moraš, ne, ka pesa, veš, pač to je to. Kak trening? Gremo do konca, če vse potrgaš, se že zarasel. Kaka cona 2, ali pa 1, boh ne dej.
Samo ena cona obstaja in to je, konc, to, to je da si dušes kadi, pa da bruhneš na koncu, če to je brez veze. Druga Mislim, ni. in to si potem kar, mislim, ti si bil skozi aktiven, pola, kaj boš rekel? Ja, v bistvu tako, pa bicikl sem tudi gonil, pa tako vse, v bistvu športen sem skozi bil, ampak nikoli tako, da fokus imel, ne. Zmeri sem v bistvu malo skakal, malo tam, malo sem, malo kje, hribi, plezarija, tek, kolo, hribi, plezarija, tek, a veš, to sem pač skozi sem vekslo odvisen, no, pač čisto od počutja, pa od letnih cajtov, pozim sem malo bolj to šel po spomlad, malo bolj cikl, pa poletne. Pa to je tako bilo, ne, se itak. Pač hitro je šel cajt, ne, če zdaj pogledam, sploh ne vem, kam so šla vsa ta leta, ne. Pač ni bilo nič fokusiranega, delč od tega, veš, da bi kaj, ne. Veš, no, ampak si sam prej rekel, morda, ne, kakšne stvari jemljamo preveč resno. Ti si bil ves čas aktiven, nebrž imaš spominov, doživljajev za izvoz, ne? Ja, tudi za obšanku, če bi se dol usedla, bi se lahko pogovarjala do polnoči ob kakšnih anekdotah pa štorijah, ki so se te zgodile v vseh teh letih. Čeprav praviš, so bile stvari razpršene, ampak dogajali se pa skozi. Imel si se pa fajn. Ja, v bistvu nič ne obžalujem, kaj dosta, veš. Pa se pa zelo kmalu tudi ta služba začela, ki jo imam, v bistvu ta prvi čist v gozdu, v bistvu sečna v gozdu, itak po faksu, itak sem, v bistvu po diplomi sem se ta prvi na zavod za gradbeništvo zaposlil, pa je pa itak ona kriza prišla, tako da je vse skupaj šlo, ni bilo šihtu, ni bilo to, pa sem pa pač počasi ogmajen začel malo delati, malo motorke, malo unpred, počasi zelo tako, Kjer faks si zaključil, prosti? To je pa... No, to me to vzeli. To je drugače precej zanimiv. V bistvu sem bibliotekar po izobrazbi. Prej sem še geografijo študiral, sam pa geografijo sem pustil, pa sem raje okrog potoval, tako da bibliotekar to sem pa zaključil, no, tako da sam... Mislim, kako mi je ostalo, ljubezen do knjig, no, to mi je ostalo. Se pravi, si bil tudi knjižni mol pod vsega skupaj še od mladosti. Ja, rad sem bral, to sem skozi rad bral, rad berem, pa rad bi bral več, kot zdaj berem, no. In to mi malo cajta zmanjkuje za vse. Pač ali pa sem fizičen malo preskurjen, pa en list preberem, pa grem. Čau. Ja, poznam to zgodbo. Včasih sem pa ful, pač sem rad sem bral, pa še zdaj imam knjig na polic, pa ne pridem, mislim. Malo tukaj, malo tam, malo to prebiram, pa mislim, spet je ne tist fokus, pa to, kar moraš imeti, ne moraš skačeš, če pa zvečer prideš, tako dam, pa je, ja veš. Da bi pa knjige poslušal med tekom ali pa med hribolazenjem, to ti pa ne povleče, da bi... V bistvu redko rekel, da kjero muziko poslušam, kjer komad, med tekom, ki ga dam, ampak to je redko, res redko. Drugače pa jaz striktno brez slušalk, pa brez... Pač, ne vem, zdi se mi, da bi se veš, kjera primerjava. Pač ni to. Bova ostala primerjavi, kako ješ sendvič čez ovitek, ostala pri tej primerjavi. Rabe slišati, narav so lepe stvari tudi za poslušati, ne samo videti. To je res. Jaz občasno poslušam še podcast, ko grem v hrib, ampak izkušnja je malo drugačna, ne, včasih je boljš pustiti naravi svojo pot, pa svojim mislim tudi in te stvari, ko se prepleteta, so čist dovolj, ne, človeku, kot pa še neki zunanji vir. Poslušam pa, se pravim, to pa poslušam v avtu, pa radio, mislim predvsem te podcaste dobre poslušam. Sam to je bolj Ars, prvi, Val 202, to je pač tistih par podcastov, ki jih že skozi spremljam. V bistvu ne pride mi tudi tako, kakih tekaških sploh... Največ sem tebe poslušal. Pa če to ne upam reči, sploh ne upam reči, koliko sem jih poslušal. Sploh ne rabiš, se vem, da boš rekel, da svojega ne boš hotel poslušati, ali pa ga boš, no. Sami sebe nočemo poslušati, no sej, pa lahko ti rečem, da ni z leti nič lažje, ampak se ni važen, no. Važno je to, da drugi potem poslušajo, pa se kaj novega mogoče naučijo. Par stvari so zanimivih že povedala, recimo danes, ne. Borut, zdaj, cel kup enih misli si na trosu, zdajle, pa preden greva
Evo, da greva s svojo tekaško naprej, a ne bo šla tvoje bibliotekarskih vod, ja, v kariero, ki jo zdaj imaš. Mislim, meni je to fascinantno, preberem tam bibliotekar, sem rekel, ok, Ja, človek, knjižni mol, a ne, ki ja. zdaj Dober. na višini vihti motorko. Mislim, za Ja. takega knjižničarja pa še nisem slišal, a ne. Ej, drugače sem imel za S5 dosti dober moto sprocesiran. Mislim, ga je ta spomnil se podiranje in izposoja bukov. Tako da nekako to. To tudi nima noben, ja, to tudi še nima noben, ja. No, ampak bibliotekar, ki se sicer bavi z nešteto športi, a ne, pa potem rata, bom rekel, delavec oziroma zelo usposobljen, a ne, delavec na višini z motorko, a ne, kako je pa prišlo do tega? No, si že prej, mislim, kaj delal v Gmajni, ok, ena stvar je, da ti Gmajna všeč, a druga stvar pa, da se ne tudi znajdeš, da ti je delo pač tam domače blizu, da se v tistim vidiš. Ja, moraš me trati to, ja. V bistvu moraš me trati. Sam se pravim, včasih sem rad bral, pa so mi take stvari malo romantične bile, veš, kakorkoli se to čuden sliši. Švic, nevarnost, težek del, pač brez bullshita, pač to mi je bilo zmeraj všeč, veš. In to v bistvu tudi čez tako bi zdaj povzel, je to še kar isto, no, še kar isto čutim, no. A veš, in tudi mogoče zato gledam manj neobremenjen na stvari, kakor sem včasih, no. Zato, ker se še zmeri, dostikrat se znajdeš s takim situacijam pri delu, ko v bistvu ne veš, a se ti bo čisto dobro išlo, a se ti ne bo, ne. In to te pol mogoče malo, ja, morebiti te malo zaznamuje, no, da pač, a veš, ker vse, če še toliko premisliš, pa pregruntaš, vse zmeri ni čisto. Pulkrat si tudi hvaležen za srečo, no, oziroma za tisti kanček sreče, ki se je nucil, da se je vse dobro išlo, no. In to je pa malo drugače, ker mogoče moj poklic loči od drugih, ne. Ker morebiti je dostikrat to, glih ta meja med sam, pač dostikrat res ne sme zajebati, ne. Ker če zajebaš, je lahko res. Usodno, ja. Ja, pač nimaš dosti popravnih izpitov, ne. To je mogoče ta specifika dela, ne, pač. No, ampak res me zanima, no, kako, ok, rekel si. Ja, in v bistvu je pa tako prišlo, no, ja, z Gmajno sem začel, v bistvu to mi je bilo všeč, spet tisti občutek, da imaš, a veš, da greš. Pa si imel prej že kaj izkušenj s tem, ali kje si se znajdel tem? Bolj malo. To sem pa časoma sem tako, a veš, pol. In pa sem par let v bistvu sem v Gmajni delal, ne, in dobiš tiste osnovne, mislim, dobiš izkušnje, ne, pa tudi pač pa sem tudi MPK naredil za gozdarje, sekača, pa to, ne. Vse te pač usposabljanja, ne. Pa v bistvu je pa enkrat bilo nek se je iskalo v Ljubljani pač za arborista, za obrezovanje, ne. In pa sem se pač tisto prijavil, v bistvu sem rekel, plezati znam, štrike znam, zdaj pa pač še motorko pa tudi nekako znam, ne. In tako da pa sem v bistvu vse povezal in to je bilo kar, lahko rečem, ljubezen na prvi pogled, kako bi se rekel. To je to, no. Cel veščin človek rabi, ja, se pravi, kar zdaj si povedal. Ne smete biti strah višine, to sigurno ne, ne. Na višini moraš biti okreten, pa hkrati moraš biti, mislim, izjemno veliko izkušenj. Gledal sem enkrat, kako so fantje obrezovali, bom rekel, ne vem, en ogromen hrast za eno cesto in pa imaš tam 3 bajte okrog in ti moraš zdaj to na meter skoraj rezati proč, da se ne bo, mislim, to se mi zdela svojevrstna umetnost, no, in. Je, drugače kar malo cirkusa, dostikrat. Plus tega, da vse, sploh pri posekih je drugače zelo dostikrat zahteven, ker do takih sil prihaja, če ti spuščaš dol, ne, nadzorovan spuščaš prek škripcev, pa ring, pa vsega, ne, in to pač moraš res vedeti, ker to so lahko tudi par stokilski konci, ne, in to pride enkrat, če to se karkoli ustavi, ker vse mora biti zelo dinamičen, zelo mora biti tako nežno spuščane, ne. Če ti na statiko spustiš, da zadržiš, da to lahko vse potrga, ne. Mislim, to so drugače grozne sile, ne, in to tudi ti greš tako dostikrat gor, kar odal, ne. Ko sploh na vrh, ker si čisto na vrhu, to je, včasih dobesedno ne veš, kje je zgor pa spod. Te pač
predrmajo. Mislim, Ampak to sreče redko zbilo, no. Tako je, jaz zdaj to sem res toliko probam biti ziharaški, pa toliko morbiti me kjer že malo vsed glede tega, ampak toliko stvari vidiš, kva gre lahko narobe. In toliko enih stvari moraš gledati, ker v bistvu doskrat je sam detajlov, dost pa je razlika v to, da vse lepo šlo ali pa da boš tala, ne. Ne rabiš veliko, sploh ne. In to imajo drugače Amerikanci prav, ne, better safe than sorry, ne. To jim dam kar prav in pri tem delu to 100% velja, ne. Pač vse je dvojno, trojno preverjanje, od vozlov do zasekov, žaganja, pol sploh, ko greš, moraš pač res na centimetre, pa velike različnih rezov, ki jih moraš obvladati, za kva to žagaš, kako žagaš, pač zelo sem malo tudi s težnostjo ves cajt igraš, pa z bremeni in pač je. Pa seveda to fokus 100%. Pač parkrat se mi naredil, da nekaj nisem bil prestvar, pa ni bilo dobro, no. Mislim, tako je. Na koncu sem se kar malo vprašal, kva ga serija, zdaj pa nehi, ne. Zdaj se pa zbera ali pa spizdi dol, ne. Zato, ker ni, mislim, pač moraš to imeti, no. Ni za jebancije, no. Mislim, tega poklica oziroma teh veščin, mislim, kje se to priučiš pri nas? Kako pri nas v Sloveniji lahko postaneš arborist, se pravi obrezovalec drevja na višini? Ja, zdaj, mi smo takrat še delali to ene nemške certifikate, zdaj ima en moj dober prijatelj, je inštruktor, no, on je tudi še pač te nemške tečaje še izvaja in te so v redu, no, te res naučijo, no. Imaš zdaj, nekaj se tudi v Postojni odpira, no, pač tudi oni imajo za MPK, čeprav to je pri tem delu je tako, da je zmeri ful so važne izkušnje, no. Sploh pri resnih stvareh, ne, pri relativno takih nezahtevnih drevesih, ne, kodar je, ne vem, odstraniti suhe veje, ali niso visoka, ali niso zelo široke krošnje, ki se več ali manj sam gor pa dol spustiš, tisto ni taka reč, ne. Ko pa pride enkrat tuna res masivna drevesa, visoka drevesa, ne vem, suha drevesa, ki sploh ne veš, ali te bo zdržal, ali te ne bo zdržal, poj pa res to, poj rata malo tako, no. Mislim, so pa res izkušnje ful pomembne in to te pač nikjer, to se moraš pa sam dosti izobraževati, no. Mislim, jaz sem bral, pa tudi gledal sem, pač tudi po internetu sem gledal, tudi ene par kanalov, ki so zelo dobri, no. V bistvu, ja, spet tudi Američanov, ne, saj so kavbojci, ampak ene stvari pa pač znajo in znajo malo bolj, kakor Evropejci je zelo tako, vse je 100% varno, pa ni, da ni, ne, tle pa pač itak ni. 100% pač tle ni varnosti nikoli, ne. Že sam štrnc si driše, ko bi se temu rekli, ne, nimaš pol 100%, ne. Zmeri si pač nek parpet, lahko je varen, ne, seveda se tako zbiraš, da je varen, ampak nimaš pa nikjer tako, kakor je rečemo pri drugih višinskih delih, ki si ti večkrat zavarovan, ne, sej dvojno, ne, ponavadi. Pa na svet. No, dej razložno zdajle, evo, laikom, ne, ki si ne predstavljajo, recimo, ne, kako to izgleda, kam si v bistvu pritrjen, ne. Prva reč je, moraš ti, ko prideš po drevo, ne, rabiš napeljati vstopni štrik, ne, in ti imaš eno tako majhno utež na čist tankmu štrikcu in to pač ti tako pocilaš in vržeš gor v drevo in moraš zadeti rogovilo čim višji. In da ti to zadaneš na to tanko, pa ampak zelo močno špakco, ko dol pride una utež, ne, ti prevežeš štrik in štrik čez potegneš in tako narediš vstopno vrv, ne. In po tisti vstopni vrvi se ti pojasneš, žimari, ki je v bistvu tehnika, ki je zelo prilagojena drevesnemu plezanju, 3 žimarje, nožni, kolenski pa tle, in greš gor, se vstneš, v bistvu narediš sidriše. Sidriše tam, kjer potem... Ja, tam kodar misliš, ja, da je prav, ne, da je pač najbolj varen, vse ena taka veja mora biti kao 10, sami tako v realnosti to doskrat ni, ne. Poj pa iz tistega delaš, ne, in s tistim se poj spuščaš, višji, ko si, večji imaš doseg, ne, če imaš čist prenisk, poj nimaš nič dosega tako, ne. Oziroma je to ful nevaren, če imaš ta kot, ne, ker če boš tle padel iz te veje, te bo zabrisal, pač boš odletel, ne, če imaš pa ta kot, ne, si pa v bistvu imaš več kontrole, ne, a veš. In moraš v bistvu čim višji iti, da imaš čim daljši doseg, ne. In pol pa ponavadi v bistvu greš po celemu drevesu, ne. A vem, odvisen od ukrepa, odstrani suhe veje, narediš vezavo drevesno, pač kar je, ne. Saj to je, recimo, na tekmovanju zelo dobro prikazano, ne,
ki je skoraj vsak let smo ga zdaj imeli v Postojni, v Arboretumu, pa to imaš isto te discipline. No. Vse v bistvu od tega Frauleina do tega footlocka, ki se že marš po vrvi do reševanja ponesrečenca, ki je spet ful zahteven gor, ne. To moraš cel kup enih manevrov pa štrikarijo obvladati, ne. Pa sploh ta delovno plezanje tudi, ne, ki v bistvu po celemu drevesu obletaš, ne. Tako da je v bistvu zanimiva stvar, no. Dosta atraktivna, no, ni pa še toliko poznan to, no. Sploh na takem nivoju, veš, to. Mislim, je šport, ki ima tudi državna prvenstva, kot si rekel, ti si Seveda. dvakratni državni prvak, je drži tako? A si že? Mislim, da sem Že trikratni si? Pa enkrat sem bil podprvak, ja. Mislim, Tako da, to je noro. ja. Arborist, mislim, prvi arborist v Sloveniji, pravzaprav, če bi bile olimpijske igre, bi bil v reprezentanci, ja. Bi mogel malo trenirati. Nismo več preveč smo na huruku si, ne. Drugače, tako je, par nas je zelo dobrih, se mi zdi, da bi lahko tudi tako, če bi šli, če bi malo potrenirali, pa to bi lahko tudi pač naprej šli na kak mednarodno tekmovanje, pa mislim, da bi dosti v redu bili, no. Sam pač vsi smo bili tako na huruk. No, ampak pride tudi tuja konkurenca na naše tekme. Ja, tudi so. Madžari pridejo doskrat, pa čak pa še, kjer so še prišli. So, ampak drugače pa načeloma je to bolj. Ampak koliko vas je v Sloveniji pravzaprav sploh arboristov, no, ali pa vsaj tisti, ki se poznate? Drevesnih plezalcev, ja. Tako da, ja, že ne vem, kaj pa vem, zdaj pa težko rečem. Ker zdaj je tega ratalo kar neki, mislim, sploh teh mladih fantov, zdaj cel kup ratalo, ki se v bistvu sploh niti kaj dosti ne poznamo. Ta staro gardo, ki so že incajtno, pač to nas je, kaj pa vem, to 20 mora biti, če nas je, pa ne vem, če. Povpraševanje po vaših storitvah najbrž obstaja in je vedno večje. Ja, večje, ja. Sam tlej ful je problem, ker ni znanja, ne. Se to prej sva govorila sam bolj o fizičnih predispozicijah, spretnostih, znanjih, ki jih nucaš, ne, ampak ful je pa važno tudi, da ti veš, za kva to delaš, kar delaš. Za kva si eno vejo odrezal, za kva si eno pustil, za kva si en drevo povezal, za kva ga nis. Mislim, take stvari, pač moraš pa tle imeti je pa znanje, ne, ki je pa zelo, zelo, zelo kompleksen tudi, ne. Od vseh, ne vem, bolezni dreves, do gliv, do ni da ni, ne, to je cel vesolje tega, ne. To imaš pa spet ene specialiste, ne, ki pri nas, no, ki jih je, pač vse jih je kar nekaj, no, par jih je, ki so zelo dobri, no, na tem področju in to je pač, oni dajo tudi smernice, ne, da mi pač kot drevesni plezalci pol na podlagi njihovega poročila naredimo ukrepe, a veš. Aha, njihova priporočila, ali imate tudi kaj, ali kdaj v praksi vidiš, mislim, ali pa, glede na tisto, kar tam piše, bi ti drugače naredil, kot je tam zapisano, morda po izkušnjah? Malkrat, ampak kdaj pa, ja. Sicer malkrat, zato ker so vse te, ki se s tem ukvarjajo, ki poročila pišejo, so res imajo znanje in pač niso zastonj, no, to, a veš. Redko, ne, sam kdaj pa tudi ne videti od odspod ali pa pač ne videti, kako je, ko si enkrat v krošnji, ne. Krošnji drugače gleda, ne, ampak pol se itak uskladimo, ne, to ni taka reč, ne. Itak ta komunikacija zmeraj poteka pol med nami, a veš, to je tako je. Ampak problem je pa danes, ker imaš pa tega, ker je pa cel kup enih mojstrov za vse, pa strokovnjakov za nič, ne. In to je zna pa problem biti, ne. Pa vsa ta dvigala pa dvižne košarje so ful ratale dostopne, cenovna in pol pride pač en, ki nima res blage veze, pride s košaro, motorko vzame, požaga drevo, uniči drevo, pokasira pa gre, ne. In tega je pa žal še zmeraj veliko. Tudi tamle v naši vasi se je to naredilo. Tam pri gostilni je bila ena krasna lipa, pa točno vejo, da se s tem ukvarjam, pa dobijo tam enega gozdarja, ki gre z motorko gor na dno, pa pač drevo uniči, pa dio, pa čau. Pa tega je ne broj drugač. Veš, to je. Mislim, škoda je, ker tako brez lepa drevesa se uničijo, no. In pač enkrat, ko ti drevo tako obrežeš, v bistvu ne obrežeš, obsekaš, uničiš, obglavaš, pač drevo se nič več ne obnovi oziroma ne obraste. Ja, sej odžene, ja, ampak pol problem je tisto, kar odžene, je v bistvu
če si predstavljaš, to je vrh, ne, in to je močno, ne, in kar pa poj nastane pa taki, a veš, poganki, in so tako razporejeni, in tiste pa ka ploščica, a veš, in prvo neurje v bistvu, ali pa težek sneg, bo ti se spomnil. Ja, in to pač ni, ne, to je samo to ljudem povedati, ali pa povedati jim, da sploh napačno drevesno vrsto sadijo v prostor, ne. To je pa druga reč, ne, veš, pač smrekati ne moreš dati zraven bajte, zato ker pač ni to dobro, ne, prvič ima plitke korenine, drugič visok zrast, ne, in pa itak so neurja, so pa vsi inšalah. Ljudem se zdi zelo romantično, poznam jih kar neki, ki bi radi imeli bajtice ob gozdu, pa smrekah, pa tako naprej. Mene je groza in straha, ne, tega, ne, in sem rekel... Se zdaj mene poznaš, vse tim džabe naredil. Tako, sem rekel, bajte, sem itak posekal že pred časom, ne, in gledam, jih imam kar neki, za zaščito proti vetru tam pri nas, jih gledam, lepo jih je gledati nadaleč, ko že imam takega strokovnjaka zdaj na vezi. Jaz sem zasadil parjablan, recimo, pred hišo, eno češno, pa že ena simino, pa tako naprej, tako drevje. Kaj pa ti recimo, no, kot Stručko, ne, še recimo komu stranka pa tako naprej zasadiš ali pa priporočiš, da je dobro posaditi ali pa da je smiselno, no, posaditi okrog bajte? V bistvu meni so zelo lepi ambrovci. To je en tak poseben drevo, ki se zelo lepo obarva jesen, no. Če bi tega v bistvu niti ne zraste tako zelo visok in je dosti obvladljiv in krasen drevo, no. To je še slovenska vrsta, tuja vrsta? To je ameriška. Ameriška. Pa je pri nas jo že, mislim, je... Ja, se imaš, se dobiš. To je zelo tak. Pa rečemo, mislim, meni osebno je ginko tudi ful lep, ne. Sam, mi je, ja, pač ginko mi krasen, no. Ginko pa ambrovc. Ja, sploh pa, mislim, če tako se mi zdi ambrovce sploh ena tak drevo, ki je res hvaležen, pa res je lepno, jesen je. Po katerem drevesu pa najrajš plezaš, recimo, ko ga moraš obrezati ali pa povezati in tako naprej? Ja, v bistvu več jih imam, v bistvu vsak je malo posebej, no. Všeč so mi platane, v bistvu zato, ker so dostikrat dosti zračne in imaš te visoke, mislim, veje so široke krošnje so in v bistvu ti res to, ko si noter res vidiš to mogočnost drevesa, kaj je, ne. Pa isto, kak jih rasti ogromni, ne. To je, ko prideš v krošnjo gor, to je čist drug svet. To ne moreš verjeti, da si, ne vem, 20 metrov nad ostalim svetom, ne. To je čist, to je včasih tako lepo, da si reče samo, včasih kar malo obsedim, pa ja, pa malo zameditiraš, pa res je lepo, no. Ampak ja, to so, v bistvu je zanimivo, mislim itak, da najlepši drevesa so ponovadi tudi najbolj zahtevna, no. Tako, v bistvu največ tvoje energije nuca, največ zbranosti, največ vsega, ne. Tako da te so mi v bistvu ful, pa kaki drugač, po svoje imam rad tudi stebraste topole, ki so pa v bistvu tako malo psihedeličen, no. Ful je, saj veš, ful so ozki, ful visoki, ke puščica, mislim, ke sulica so in tam moraš ponavadi res, tist je tako. Ti pa kar malo dela tako, ker ti se pa vse tako miga, pa vse je tako krhko, pa lomljiv in tam pa res v bistvu je, rabiš kar tako, so zanimivi, no. Ampak jaz sem jih tako, kar sem jih delal, sem jih rad delal, no. Pač en tak svoj izziv ti predstavlja, ne. Drugač pa načeloma vsak drevo gram rad, nisem se naveličil še. Pa si ti, se praviš, dnevno se daješ pač s plezanjem, drevesnim plezanjem, ali imaš tudi druga opravila, ki jih pač moraš narediti, da ni vsak dan pač adrenalinsko nekje v višinah? Zdaj, ko sem v bistvu na Infrastruktur Bled zaposlen, že od 2019, ne, tle imam v bistvu v prvi vrsti, so drevesa, nega dreves, poseki nevarnih dreves, suhih dreves, ampak zraven, k nas je pa, smo ena pač ožja ekipica, ne, smo 3, 4, 5 nas je, ne, in nas je, v bistvu moramo tudi druge stvari početi, ne, ker nas je premalo in imamo tudi sadna drevesa, pa imamo, ne vem, strižemo žive meje, kosimo tudi kakšne take površine manjše, ali pa bolj zahtevne, ki so, pol sodelavca, tudi rože sadita, to. Tako v bistvu vseeno. Vse imamo, v bistvu komplet, od ta male travne bilke, če
tako rekel, do ta velikih dreves imamo vse v bistvu. Tako da je fajn, no, je pa fajn okolje, no, tle na Bledu se veš, je pač dobro je, no. Dobra ekipa smo, dobro se zastopimo, tudi vodstvo ima posluh za to, da se občina ima posluh za to, da se poštima, mislim, Bled, da se čim bolj skrbi in to je to. Res nimam kaj reči. Bravo. Prej v Ljubljani sem bil na uniformi, je bilo pač drugačne, tam je pač zgolj drevesa, a veš, kljukce delati, obreza, tam pač sem vsak dan plezal ali pa bil na dvigalu, ne, sam. Tiste je pol že štanc fabrika, ne, mislim, tiste ni pa pač. Tle na Bledu pa je še malo tako, no, je duša, pa se mi zdi, vsi delamo tako, dost rad. Ja, rad delamo, ful, pa dost, pač. Je fajn, kaj je majhen kraj, no, in pa dobro ljudje in to je to, no, pač. Ja, drugače po Danskem imam pa še zmeraj, no, imam pa SP, imam pa v bistvu sam to delam, no, kar je. Se pravi, pa velikokrat še Ja. po službi. Ja, v bistvu prejšnja leta sem dosti, ja, zdaj v bistvu ta prvi let, da ne delam več toliko, no, ker sem prejšnja leta sem pa ful, ja, v bistvu praktično skoraj ves dopust sem ful dopusta sem za to ponudil, no. Ja, to smo pa delali tudi, veš, tudi pač za občino smo nekaj delali, za različne občine dol, malo smo za Škofjo Loko, malo za Cerklje. Pol so bile stranke pač take, ki mi jih ne moreš ne reči, pač pote pa potegne, ne. Pa spet dobri prijatelji, itak in to sem si jaz zmeraj želel, pač, ker delam pa res imam to srečo pa ta privilegij, da res delam pa samo v bistvu s prijatelji, no. Veš, to se mi zdi, to je in povsod in na Bledu smo prijatelji in privat, kad delamo, smo v bistvu sam prijatelji. In to res dobro prijatelji in to je to. Ne bi šel več tako tako. In v bistvu je to čist aktiven dopust zame bil velikrat. Zmeri smo pač delali smo itak tako po cele dneve, itak greš, ne, itak zjutraj z 5 začneš, prišel dan 10, ne. Ampak seveda, tako kot bil še crkven, je bilo treba naper na konc. No, ampak to je to, veš, to te druž, to te poveže in to je pač, ne vem, to je ena taka reč, ki si konc dneva rečeš, wow, ne, danes smo pa nekaj premaknili. Veš, tako, si fizično sprazen, skurjen, ampak noter imaš pa, ti pa kar poje. Lepo si to povedal. Daj mi povej, se ti kdaj pa sem zgodil, mislim, nevarno službo imaš, ne, rekel si, da moraš 100-krat vse preveriti, pa še ne preveriš dostkrat, si te kdaj zgodil kakšna situacija, kakšna, ne bom rekel nesreča, neprevidnost, karkoli, kar bi bilo lahko usodno zate, pa se tega spomniš, no, pa ti je to neka lekcija, kaj pa vem. Ja, parkrat je bilo, ja. Parkrat je bilo v bistvu kar zelo blizu, ja. Enkrat je bilo čisto ena traparija, pač en ogromen drevo sem delal in pač cel dan je bil, pač nisem pil, nisem nič gor, kaj jaz, ko grem, pač ko imaš fokus, pač ni nič. Na koncu sem že krčem v rokah in to je skozi gor dol, težke motorke, ta velika, ki je bil res ogromen drevo in post na koncu že res skurjen in ne vem, poj hočeš ponestaviti, ne. In pol, ne vem, eno stvar, ki se moraš ponavadi zmeri dvakrat prepeti, ne. In pač zmeri moraš pa tako, če je drevo, moraš zmeri od spod narediti, ta prvo odrezati tam, kodr so stisnjena vlakna, pa poj na vrh so napeta vlakna, ne. Če od stisnjenih od spod ne prežagaš, ti ga bo zaklal in te bo, a veš, bo za njih bo šel čisto po svoje, ne. In pač jaz sem bil pa glih pod njemu pripet in pač ne vem, kaj mi je bilo, takrat nisem mi dal od spod tunga reza narediti, ali pač malo sem bil že, mislim, najbolj trapasta sploh, kot premislil. Traparija, ne, mislim, najbolj osnovna reč, ki moraš narediti. In pač jaz tega nisem naredil, sem rekel, sam žago, a saj dosti hitro žaga se šel skozi. Itak ni šlo, ne, ker bila teženje začel žiklati in lomiti in pa me je tisto v bistvu, ki ga je za sabo potegnil, mi je v bistvu moja, tisto zajlo, ki sem bil pripet, mi je potegnil sabo, ne. In pa, če si predstavljaš, te to zategne, vsa tista sila, teža, te zategne in te kar malo začutiš in, ampak sred se je pol tisto nekako spodpoznil skozi zajlo in da je šel tisto klocen poj skozi, ne, mislim, da je šel dol, ne, zato ker pač lahko bi me pa, veš, lahko te pa res tisto, pač ni fajn, no, v glavnem ni taka res dosti neumna situacija, ne. Ker nočeš nehati, ker misliš še tole bom in pa greš, ne, dokler te nekaj ne ustavi, ne. Pa enkrat vem, se pa tudi spomnim, je bilo pa zelo blizu z motorko, v bistvu, ko sem žagal, pa itak ne smeš nikoli tako žagati, ne, seveda sam dostikrat je to, moraš priti, ne, moraš imeti ta zavedanje itak, da pač čas gre tako, ne, in vem, da se je takrat drugače zmeraj devam striktno bremzo, ne.
ko se neha vrteti. Pač takrat pa enkrat nisem, ne vem, nekako je tako čuden sem dal in je v bistvu šlo tako zelo bliz roke, no. Gor na vrh je bilo in tako, ko sem sam s trenom okna, sem malo pomislil, pa ko sem vedel, kva je bilo, ampak vem, da sem takrat prav potlačil sem rekel, a se nič ni bilo, ne. In pol tako, ko sem nazaj gledal tisti dan, sem se spomnil, ne, koliko v bistvu je šlo bliz roke tisti, ne, sem pojem je kar malo tako, no, malo zmrazil. Ker glih nedolgo nazaj se pa zdaj en moj prijatelj glih na to vižal dejansko v Žagu, ne. Ker je glih s tem, ko sva res prijatelj, ko smo res dosti skupaj delali in si pač tle porezal, ne. Tudi kite pa to in zdaj 3 mesece k sreči, mislim, da ni te glavne stvari prerezal, ne. To je to hitro, to je. Ampak vseeno neko zaščitno opremo imaš, ampak ni pa, itak. ni pa odporna proti rezom, hlače ne brž so, ne vem. Če imaš sam hlače ti gor, v bistvu ti zelo malo pomagajo dejansko, ne. Ni pa, ne vem, kakšnih jaken pa ni takih ali pa gornih. Oziroma so ene, rukavice so, ki jih imaš, sam to ni praktično, veš, ne. To ne moč, to je pač, to je tako res, kaj pa vem. Pač skozi moraš imeti ta zavedanje, v bistvu ti delaš skozi območje smrti, ne, tle območje smrti, ne, ti, ki žagaš, ima zmeri tako, ne, tudi, ko si gor pri 5, ne, to imaš te zelo glasne kickbacke, a veš, ko ti motorka, ki ti jo obriše, ne, in to veš, ne, to že na tleh je, rečemo, zelo navaren, ne, če se ti to tle gor naredi, je to, kar to poje, ne. A ti čelada, mislim, čelada ti vsem pomaga? Ja, čelada ti pomaga koča, kaj drugače pri takih stvari. Ker pri motorki res ne sme nič narobe iti, no. Pač to, motorka štrik in motorka telo, to pač ne gre. Mislim, ne smeš, to pač ne smeš si. Zato tudi, če se nekaj takega gor naredi, kdo bo do tebe? Mislim, mi se vežbamo, ne. Znaš gor prideti, ne, ampak ti, če imaš enkrat eno resno rano, pozabi, ne, ti ne boš nikoli, niti se ne boš ti mogel dol spustiti, niti ne bo doben to hitro do tebe prišel, ne. To pri manjših ranah, ne. Je pa zanimivo, da v bistvu največ nesreč je s ročnim žagam, ne. To je veliko mojih prijateljev, so se pa že to z ročno žagco. To so pa ene japonske žage, silki ponavadi, to je ostro, tako da ne moš verjeti, no. In s tistimi največ nesreč, ja, praviš. Ja, tu sem že par mojih prijateljev se pa stisnem, ampak sreč tudi doben hujš, ampak tiste že dosti, zelo majhen in imaš tist moraš v bistvu doskrat še več respekt imeti, no, zato ker je res, tam če pališ eno reč tako, ne, da gre po tebi, to gre, mislim, to pač vse prerežeš, to je res, to so res ful ostre žage, no. Pač to je tako, zato je, ne, a veš, ni to, vse je temu prilagojen, da je čim bolj oster, ne. Zato, da pač nekaj narediš, ampak hkrati pa smrtonosno orožje, če ne znaš delati z njim. Tako da spoštovane, če te ravnali z motorko, vsak let je ogromno nesreč z motornimi žagami, jaz posedujem eno Husqvarno, pa imam respekt do nje vsakič, ko grem delati z njo, pa pazim, da ni okrog mene kdo, ki bi mu lahko kaj naredil, kaj šele sebi, recimo, tudi ne, ampak mer se lahko kaj naredi, ne. Sem bil zraven, ko so se naredile nesreče, hvala Bogu, ne, bo rekel, kakšne resne, ampak vem, kako hitro, recimo nekaj tasga je tvoja omiljena znamka motorke, ne bom te vprašal Štil ali pa Husqvarna, to so obdelala, ampak sam povej. A katera mi je bolj všeč? Ne, pustiva Štil pa Husqvarno, to je za nas amaterje, katere motorke imajo pa profesionalci, pa to mi deli. Eho, zdajle so vsi Japonci, Eho motorka. Majhna pa strpena. Koliko dolg meč, to ni prav dolg meč, se ne sme biti. Ni vse v dolžini, se veš. Je v tehniki, ne. Še ena referenca je več, da boste videli tudi pri motorkah šteje, pa to je bilo zgodovinski trenutek, ko je na podcastu za tek nekdo potegnil motorko in z njo pomigal pred kamero, in to strokovnjak s to motorko, državni prvak v arboristiki. Borut, če ti vtečeš v nedeljo s to milko, ne, pa reš dam, pa podelkne šiht, najbrž takrat ne greš lih plezati v kakšen drevo. Ne, takrat pa ne. To sem si pa zboril zdaj, da me pstijo takrat na gmah. Rabaš kakšen dan, dva, da prideš sebi, ja. Čeprav spet, v bistvu, da bi rekel zdaj, ta prvi, mogoče še bilo tako, pa niti ne več tako, no, da bi rekel zdaj, da bi pa zdaj ful crknem bil ali pa nekaj. Pač ne vem,
ni, ne vem, nekako ni, ne vem. Pač navada se, pa v bistvu isto si damo v glav, tudi jaz pač moraš biti toliko fer od sebe, ne, in tle pa probam biti, pač če sem šel to laufat, pač bom v ponedeljek šel, pa bom tudi naredil tisto, kar imam za narediti, ne. Pač ne bom zdaj rekordov podiral, ampak bom pa naredil, bom pa vse probal narediti, da bo vse ok, tako, kar mora biti, ne. To je pa čist delovna etika, se mi zdi, se mi zdi, da pa imam, no. Preden gremo naprej s tem laufanjem, danes si pravijo, da mularija nima več delovne etike, a ne, ker se jo nima več kje priučiti. Pravzaprav, kje si ti dobil delovno etiko, recimo, doma, kje drugje? Ja, po Portu. moje, da imam to, ja. Da imam to že tako, ja, jaz mislim, da imam to doma, ja. Vse pač rad, v bistvu rad fizično migam, no. To ful rad delam. Zdaj pa sploh, če delaš pa ti stvar, da si tako, kakor imamo, da si ti odzun, da delaš pač v narav, da delaš z rastlinam, da delaš z drevesi, veš, da si malo Forrest Gumpa, veš, je to v bistvu lepo, no. Jaz to dostikrat pomislim in sem ful hvaležen za to, da imam, no. Zato, ker to ni samoumeven, pa čeprav je čas, lej, se tako vreme, kakor je danes, ali pa tista jesen deževna je smotana, veš, ko sva smokar, pa fajten, pa zebete, pa veš, pa lej, sam tako po črto pa pogledaš, pa nisi boven. To je podatek. Ja, v bistvu vsi tisti, ki not delajo, ponavadi obležijo. Jaz nisem, mi terenci, po moje, to zelo malkrat. V bistvu, pa skozi v enem pogonu, veš, skozi en dinamičen del je, no, nimaš skozi isto, veš, in to je res. Jaz to štejem kot privilegij si, no, da lahko to delam, no. Včasih je lažje delati z rastlinami in drevesi kot z ljudmi. Ja, brez skrbi. Tudi mogoče brez glavo. Imam se zmešali z ljudmi. Nisem res. Borut, kdo te je zvlekel na prvo trail dirko? Kje si to zvohal? V bistvu na ta prvo sem šel pa kar sam. Mislim, da je bila to... to me je pa Luka. Luka Tavčar, zelo dober drugač gorski kolesar, pa tudi ful dober tekač. To je taka triatlon jekleni, zmer zmaga, razen letos ga je Tilen. Ja. On me je zvabil na prvo v Idrijo, na 27-ko. In takrat sem jaz rekel, to jaz ne bom, kako 27, jaz to prelaufal, to je pa 27 kje, to se mi zdelo čisto tako, jaz prelaufam, ne vem, 10, pa 15, pa se grem klanca, veš, pa gor, pa to že, ampak 27 se mi zdelo pa noro, to je pa vem, da so še z mojco takrat šla ta greben Košute prehoditi, en teden prej, je bilo malo manj kot 27, a glih 27, sem rekel, tole vse prelaufa, tole pa kar, da bi to bilo, ne. Ja. In to je bilo to, in pol itak sem bil kar malo paničen, kako bo to, ne. In pol sem šel še, ne vem, sem šel 2 dni prej, pred tekmo sem šel direkt iz Tržiča na Križko, na Polhen gor, pa na Polhen dol. Veš, da mi noge tako sasul, da je to... 2 dni prej, to. Ja, 2 ali 3 dni prej, v glavnem vem, jaz sem imel tak muskelfiber pol, nisem se spravil v red. Ja, veš, vse sem rekel, to pa zdaj dober trening, ne, pameten, kakor sem, ne. Veš, ko zdaj mi rečemo 2 prijatelja, to malo pravta, ne, Virant pa Tilen, one 2 imata to zelo, tele malo cone, pa tole kakve treninge, pa to jaz to nimam nič, ne. Jaz to malo po feelingu delam, ne. Ampak ja, takrat sem pa sploh po feelingu delam. Tako da tisto je bilo to poj. Ampak ne vem, za čuda nekako mi je kar šlo, pa sem kar tret bil, no. Prva dirka, ko je na štengce, mislim... Ja, to sem rekel, sam vem, da pojk sem dol laufal v Idrijo, sem si držal, daj zdrž, sam seb sem si videl. Sem prav smešen sem bil, po moje. Sam seb sem pregovarjal, daj zdrž, tole pa moraš držati, to pa ne sme zajebati. Tole už pa ja še zdržal dol, pa vse me tako pekal, pa bolela, veš, pa mislim, mune krče sem že dobil dol, v Idrijo, sem rekel, daj tole še zdrž. Pa nekako sem, no, in sploh nisem mogel verjeti to, da sem kar tret. To se mi je res del, sem rekel, kje pa, to je nepredstavljiv bilo. Zato, ko itak nisem imel prej izkušenj, pa tudi, se pravim, te kratke sem vedel, da sem dosti hiter, ne, ampak vedel sem pa, nisem pa vedel, da bom zdržal to, ne. Ker se mi pol tudi rečemo maščval, ne. Pol naslednji let, ne. No, pa si treniral za naslednji let, za 23. Ja, ne, pa sem se pa naslednji let pa ni bilo nič, pa sem pač malo laufal tako, sej nič posebenega, kakor drugače. Takrat sem še kolesaril malo bolj, no.
malo bolj special, ko se mi zdi še gonil. Pa je bil tek tako za zraven, pol naslednje let sem pa na Vipavo sem se prijavil, sem cinkal, a ne bi, pa sem se nekako prijavil, no, na 30 in šel. Pa tista Vipava je pa tudi kar taka zanimiva bila, no. Tudi nisem imel nič kaj dosti pričakovanj, pa je tudi kar nekako šlo, no. Mislim, da sem 8 bil, sem rekel, čisto dober tole, za to, kolikor jih je bilo, sem rekel čisto. No, to je bilo to, da preko to, no, pa je pa Kriška prišla, ne, tam je bil pa počas moj teren, ne, nisem bil pa res, tam sem pa v bistvu ta prvo sploh zmagal. Ja. Tam sem pa čisto outsider prišel, tam je pa itak. Sam je pa res, da je bil pa to, če zdaj nazaj pogledam, ful moj teren, ker je bil ful klanc gor, pa ful dol. Pa dričalje, pa dež je šel po prnorcih, a ne? Ne, takrat ni bilo, takrat je vroč bilo. Na Kriški? Ta druga, ja, po moje, ja. To je bila ta druga Kriška. Tam sem prvič po moje zmagal. Aha, to je bila druga Kriška. Bravo, ja. Točno, to je bila druga Kriška, ja. Na prvi bil dež, na drugi si... Ja, ta druga je pa, ja. In tiste pa bilo, ne. Tiste je bilo pa tako, kakor smo včasih trenirali. Do patosa gor, pa do patosa dol. Pa ponovi vaja še enkrat. Tam me pa poje niso lovili. Ampak, tle si se pa najdel, tle si pa že pridobil spoštovanje pola, kako se temu reče, no, mislim, pa so tebe že malo povohali, so te? Tilen je bil sploh posrečen potočnik, je prišel, da se sem v zadnjo rekel, ko sem videl, da sem bil smešen, tudi prednji je šel in rekel, da te še enkrat videl. On je ta prav gentleman. Še obstajajo taki, ja, no. Hvala Bogu, no, pri takih se ramo očitno. In evo, to je bilo pol to, tle ni bilo pač treba te več pripričevati, da boš v tem športu mogoče, dodal še kakšno štengco več, oziroma si zelo hiter pol rekel. Kaj pa največ, kaj 100 mil, si hodil na 100 mil, na 100 mil, ali kaj je bilo? Ne, pa je bilo pa ta Podbrdo, ne, šel mest. Moj ta prvi maraton. Tako je, imaš zaprav maraton, je pač gorski, ampak ja, imaš ga. Ja, prvo. In tega si dobil, da sva čist... Ja. Ne vem kako, pač sral sem je. Takrat sem res, to je zanimivo, no, takrat v bistvu mi to tudi še ful ležal. No, pa je pa prišla, pa sem bil ful vesel, ta Podbrdo mi sploh zelo leži, pa zelo ga imam rad. Tudi to prvo 100 kilometrsko, ko sem zmagal, sem Podbrdo. Tako da to v bistvu imam res same lepe spomine na Podbrdo, no. Ampak pa je pa prišel šok, ne. Pa je pa tako, čez preveč nadobuden, ne, ker misliš, da vse gre, ne, pa sem se pa na Idrijo 50 prijavil, ne. Ko je pa Podbrdo, ne, to je pa tudi to je pa dosti zanimiva zgodba, ja. Sem pa rekel, sej Idrija, ne, zdaj sem pa že kao malo tako, ne, zdaj pa lahko čemo, tistih 50, sej gorski itak ful težji, kakor Idrija, ne, sej vunaj bolj, manj višincu, pa manj zahtevna trasa, ne, in to bom jaz že šel, ne, in ja, pa je pa bilo, pa je bilo pa tako. Dosti vroče je bilo tisti dan, zagnal sem se, pa takrat nisem imel še pojma s telim gelem, kako pa tretne. Pa mi je res ful dobro šlo do 35 kilometra. Pa nisem vzel gela, nisem pil, me je pa odrezal tako od šusa, da mislim, da sem imel na zadnje še več kot pol ure prednosti in pol na konc sem se tako vlekel, da sem komaj se privlekel do cilja in ko sem jaz na cilj prišel, mislim, pa sem na koncu bil tret, ampak jaz sem bil tako crknen, tako da sem se vlegel na asfalt in se mi sam vrtel v glav, švindlal, kozlet sem hodil na par minut, na vsako uno, ko sem malo vode probal sedeti, nisem mogel nič sam bruhati. No, pol je bilo pa to trajalo, se pravi, do naslednjega dneva, do zjutraj. Sem šel jaz ta prvi tule, ali si moraš misliti? Noro. Ja, do takrat, se pravi, od 12. da sem bil fertik, tam po moje, nisem šel do naslednjega dneva, noč pa v bistvu sem več, meni mi je bilo slab za popizditi, bruhal sem, vrtel se mi v glavu, mrazil me je, kukor prav občutek, kukor da malo gaša telo, veš. In totalno, čist, kap da užim, veš. Ni bilo to samo momentalno, veš, to se je vlekel, to jaz nisem mogel spati po noč, pa mrazil, pa... To je bilo že strah koga okrog tebe, da si skaj resenga naredil? Sreče bil spet Luka, Tavčar zraven, ki mi je povedal natančen cel postopek, kako bo šlo.
In je rekel, in točno tako, kot mi je opisal, in točno tako je bilo. Ker je imel pa sam isto zgodbo, ker je tudi ene 300 km turo naredil, tudi prekuro totalno. In je imel isto, je rekel, tudi 2 dni, ki ste hodil, to je pa čez mejo, ne. In tle sem šel v bistvu edinkrat, ker sem šel pa res čez mejo. In če mi ne bi bilo takrat, da mi bi en povedal, kako bo postopek, tako mi je Luka, bi po moje bi bilo kar malo scary vse skupaj, ja. Bi te že na urgenco peljali, pa Ja, ker tudi ne, ker preprosto, ne vem, ni bilo več tisto, veš, ni bilo heca pa je več, no, res, pač, gotov sem bil, čist, pa rečemo 50, ne, smislu, pa vse 50, se to pa nič ne bo, ampak res, to življenje ti hitro da lekcijo. se pravi, hočeš reči, če smehen preveč ego zrase, rabaš lekcijo ponižnosti in to je bila tvoja. Čist prav je tako. Od takrat imam dosti pucane stvari glede tega. Niti se ne ženem tako zelo več. Kot bi se recimo lahko, ja, če bi se... Ja, ne, čist drugačen, tudi pristop je zdaj čist drugačen, pa tudi bolj sebe poslušam, no, tudi pri treningih pa vse. Če mi pa še naredim, ne vem, kakšne šprinte v klan, če mi pa še naredim, ne vem, dolg tempo v klan, če mi na pašen ne grem, nič, v bistvu grem čisto easy, v bistvu čist tako, v bistvu celo večino, itak zdaj večino počasnejših tekov delam, ne. Je pa res, da sem jih pa prejšnji let sem v bistvu preveč počasnih tekov delal in pa začne zgubljati, ne. Letos se mi zdi, sem pa to v bistvu malo skombiniral s tem, malo hiter teki pa res tem, ja, spet v bistvu tako, sem včasih malo delal, veš, to, da greš pač malo bolj To si sam si delaš ta svoj plan, praviš v počutku. Čisto feelingu grem, ja, res. Ampak imaš pa stravo, pa kilometri, pa višinci, to pa imaš vse tam gor. Ja, to pa imam. Letos je kar dober, ja. Koliko višincev je bilo? Letos je bil prvič čez 200, prvič. Pa 300-600 kilometrov, spet ni toliko zelo veliko, ampak sem pa ful vesel, da je to bilo. Sploh za višince, no. To je kar v redu. Ja, v redu je. 200,000 višincev pomeni več kot 500 na dan, ne? Če hočeš kaj veliko, Tjaša poglej. Tjaša, se vse pomenila. Se vse pomenila, no. Ampak narediti vsak dan 10, pa 600 višincev, pa med šiht, pa popodanski SP, je vse. In to vsak dan v letu. Ja, vesel, jaz sem ful vesel, ja. Pač lej, kar v redu. Ja, kaj je dosti več. Pa rad grem tudi vmešan na bicikla, veš, to je pa tudi druga stvar. Saj ne grem ful, ampak grem pa rad, zato ker, ne vem, to se mi zdi, se dosti lepo dopolnjuje se vkup, no. Takrat, ko recimo imaš težke noge od laufanja, pa... Ja, ful. Pa tudi tako se mi zdi, malo, če greš kaj raziskovati, ne vem, zato je rečemo, da letale gravel je ful fajn, no, pač bicikl ga pobašaš, taško daš ali pa par stvari noter, pa gre za cel dan kam, pač lahko čist ene svoje konce raziskovati, ker pač nisi prejšel, ne. Ma specialko sem tako je, dosti je, sej fajn, ampak ceste ni, ja, veš. Isto si rekel kot za laufanje, na cesti praviš, da to ni. Jaz sem šele dolgo zdržal specialko, 2 let sem govoril, malo bolj. Ja. Ne, z leti se moraš pol odločiti za svoje prioritete. Ja, vzgajno močno. Ja, danes sva že v večjih področjih življenja ugotovila, da vsega ne moreš imeti, pa hvala Bogu je temu tako, ne. Prekletstvo prevelike izbire je tudi lahko breme, kot pa, ja, blagoslovno. Zdaj, tisto 100 sem že prej načel 100 milko pravzaprav, ne, zdaj, sej se nam nič novega povedal, če rečem, da nekega ultratrelaša pač svet igral, to je 100 mil, slej ko prej povlečeno, vsaj če je pri močeh, pa pri zdravju, pa če ima 2 zdravi nogi, a ne, zdaj koncev pravijo nekateri, da niti ne rabaš bistveno več trenirati kot za karkoli drugega, ne. Kaj pa tvoj, zdaj rekel, prvi naskok na to kraljevsko razdaljo? Nič posebenega, iz 60 sem šel na 100 mil direkt. Kaj rešpekta, ali so ti vsi rekli, ma se ta Istra je lahka, pa to boš pa že to bilo. Takrat smo bili ena dobra skupina, no, pač prijatelji, zdaj to je pač vse ni več, ampak takrat smo pa bili, en mehurček je bil, ki je bil zelo močen in smo v bistvu vsi nekako vedeli, da bo šlo skozi, no, pač to, en drugega smo spodbujali, verjeli eno drugega, tako da pol jaz tudi nisem kaj dosti, da bi rekel, da bi spet kaj dosti
Pravzaprav ste ekipno šli tja, če vas te prav razumem. Ja. V bistvu se smo vsi pol odtekali, v bistvu prav vsi, ki smo šli. Mislim, vsak svojim cajtom, seveda, ne. Ampak jaz, da bi rekel, za prvo 100 milko, ni bilo ene krize, no. Res, ni bilo ene krize, da bi res, ko sem imel tak konstanten tek, nič prehiter, ne prepočas, ne vem, za Istro tistih, koliko 26 ur, koliko je bilo pač. Čeprav sem šel pa res ful z respektom, no. Res sem šel z respektom in sem se pač bremzal, nisem hotel. Čeprav sem imel, mislim, lahko bi šel hitrejši, ampak pač ne, res sem bil discipliniran. Tistih tudi gele sem še kar jemal, tako da mislim niti ne kaj zelo, ampak tako, sem pa kjerga, pa tiste zelenavne župce sem jedel, to je to, sol in lepo počas, praktičen poj, tako kukor, ne vem, nisem izdelal, no, res, da bi rekel, da bi bil to spet ena tak dosežek, da bi rekel, ali pa da bi trpel, ali pa, ne vem, nisem, res nisem. Marsikdo bi rekel, da 100 milka je vse en mejnik in dosežek, no, zdaj ti praviš, da okay. Ja, v bistvu jaz ti čisto tako iz svojih izkušenj pravim. No, tako, se to me zanimajo. Ja. Res, da bi rekel, da je to ena taka reč, je vse dober film, ki je prišla pol do konca, ne. Ampak res, da bi pa rekel to, rečemo, če sam z Idrija primerjam. Z Idrija sem jaz mislil, da bom gavznil. Tle bo še bliz ni bilo temu praviš, ja. Kje bliz? Deleč od tega. Mislim, ni bilo momenta, ko bi bil bliz Idrije. Ni ga bilo. Pač dobro, imaš muskel fiber na koncu, drug dan malo tako itak težko hodaš, ampak to je pa še zraven. Ne vem, letos na zadnjih 2 pa tudi muskel fibra ni bilo, kaj baš dosti veliko več, tako da bi rekel, ne. Sam me je pa res, letošnje je bilo drugačno. Letos sem šel pa sam pač nas to v Istro prvo in sem pač zelo dober šel, kaj do unih livad, tam sem zelo dober tekmo, tam pri unih livadah me je pa spet čisto sesul, tako da tam sem imel pa voren kriza, no, to je pa bila kriza, no. Tam sem se pa pol pobiral, kaj do Grožnjana, po moje, sem res hodil, pa nisem nikamor se premaknil, no, praktično. Kako se pobereš? Ja, tam sem se pa res pobiral, no. Ampak spet ne, deleč od tega, da bi bilo tako, kakor je bilo v Idriji, ne. Pač je, vedel sem, a veš, zajebal sem, nisem vzel, spet nisem dosti hiter gela vzel, pa premalo sem pil, ne. Oziroma tle je bilo hudič, ko soli nisem imel, ne. Pač so me po moje in tam je bilo vroče na tistih livadah, je pritegnalo, ene sapce ni bilo, nisem pil in po moje me je sprali in to je pač, in to sem se pa sestavljal, res. Kilometre sem se poj sestavljal, sem sam hodil, ne. Prej je bilo pa ful dobro, ne. Poj sem se pa spet nazaj sestavil, sem pa spet odlaufal na konc, pa ne vem, res tempo ščibo do konca, ne, res praktičen je letel, ne. Ampak ja, se tako je po moje pri teh. Si se najdel v teh ultra dolgih razdaljah, se pravim, eni se najdejo v hribih, eni se najdejo, ne vem, v maratonih, tudi v stotkah, 100 milke so jim mogoče predolge. Kaj pa ti, no, kje bi rekel, da je tvoja, zdaj izkušenj me že ogromno, no, vseeno kljub temu? V bistvu mi je bilo poj zanimivo izkušnja, ko sem šel čez 14 dni na Vipavo, na isto, na 100 mil, ne. In to mi je bilo poj malo tako, ena taka ta prva, malo mejnik, kva v bistvu lahko poj greš, ne, pa kva narediš, ne. In to mi je bilo pa tisto, ampak sem videl, da pač itak po 14 dneh niti približen, kaj do nanosa je zelo dobro šlo, pol se je pa že začel poznati, veš, noge so bile težke, ni se premikali za Boga, ne. Tako da pol sem čisto v bistvu, do Otelce sem v bistvu še dosti lepo šel, pol sem pa Viranta počakal in pol sva šla z Virantom skup, v bistvu tako sva rekla in tam se je pol tempo čisto dosti ustavil, on je imel kar dosti krize, pol ne je še Tilen ujel, tako da smo na koncu čisto prijateljsko šli skup. One dva sta zborbala, škapo dol, sploh Virantu je trpel kažval. To pa vidiš, ne. Tle sem pa videl to tisto, kar ti praviš, ne. Da je pa, kaj zajeban, je pa res zajeban, ne. Ampak jaz sem se pa v bistvu tam, ne vem, v bistvu malo sem se tako, no, ful, ne vem, nekako po moje, ko sem tisti tempo šel, spustil, ker nisem hotel več, sem rekel, se brez veze, zato ko imam itak noge nagrejo, tako kot bom šel jaz zdaj lepo penzionersko in bom lepo malo slikal, pa malo gledal, pa malo živo in to je poj, pa res, ko sva šla skup z Virantom, je bilo to čisto druga, ne. Ja, in tam pa vidiš, ne, da pač mora biti res, nimaš dneva ali pa, da te lahko tudi sesuje, ne, ful, ne. Tisto pa ni fajn, ne.
Pri kelem milem Bogu, a ne, na svetu se človek prijavi na 200 milk v 14 dneh, to mi Ja, povej. ne vem, prijavljeni smo bili. Vsi smo se skupinsko prijavili in to je bilo takoj narejeno po Istri in to je pač, poj sem jo še tuhto, a če mi je to ali ne je. Čeprav vse pravim, pol je bilo zelo zanimivo. Zato, pol v bistvu sem jaz kar zelo užival, tisti drug del, zato pol sem tisti, veš, kaj sem najdel, ful dober recept. Pol sem pa jedel, posluš to, paradajz, sol, kruh pa Erdingerja. To sem na vsaki teli, brez gelo, brez vzga. In to je šlo pol 100 milk, sem sam na to šel. Nič drugega. Paradajz, kruh, sol, Erdinger. Ja. Pa če ne bi bil Erdinger, takrat bi še kaj bi tudi to prav pas. Ne vem, nekak je bilo ful. Mislim, veš, res je imel, da sem imel v nogah, nisem imel brzine za hiter tek, ne. Imel sem pa po mojem vzdržljivost še kar, veš. In zato je po mojem šlo dost v bistvu spet brez kakve večje krize čez, ne. A veš, to je mogoče bilo, ne. Imam pa glede teh 100 milk, imam tako mal mešano, no, pač. Po eni strani se mi zdi, da se jih precenjuje, po ta drugi strani, ja, jih pa itak moraš imeti spoštovanje, pa pač moraš imeti respekt do njih, ne. Ampak po drugi strani pa spet pravim, ne zdi se mi to spet nekaj, kar bi rekel, da je pa to življenjski dosežek, ko bom pa, ne vem, ponosen nanj pa cel življenje mislil, da kaj sem naredil, veš, pač. Probam ne gledati tako, no, spet ne tako usoden, kakor sem na začetku pravila, no. No, to je tisto, pod črto, Ja, recimo, ja, je dosežek, ja, ki je ti lepo, ki je integralni del lahko tvojih dosežkov, ni pa, ja. ne sme pa Ja. biti to najpomembnejša stvar v tvojem življenju, ker, Ne. ja. Tako pač, je pa manj so sploh noči so mi všeč, pač to imam rad, no. Noč, ko gre skozi noč, to mi je všeč, pa zjutraj, ko se dan dela, v bistvu to je mene tisto, kar me je okužilo pri teh dolgih tekih, ne. Mi je bolj to, veš, sploh če Pa tudi greš za trening, kdaj tako, recimo, večer ali pa sred noči. Tudi gremo, ja. To je pa drugač Roblek najbolj. Se zvečer. Všeč mi je, da sem tokrat omenjen na Stravi, sicer v drugem kontekstu. Všeč mi je, ne, drugače mi je všeč, vsakič, včasih sem imel prav navado, da sem vsakmu, ki je napisal na aktivnost Roblek, pač kaj spodaj dopisal, čisto za to. Seveda. Lepa nam je. Ampak ja, pri tebi sem pa to videl pač največkrat. In mi je všeč, sem že dolg, letos oziroma lansko leto, ne vem, če sem bil sam enkrat, letos še ne, cilj imam, da se uspnem nekajkrat na ta presvetlih rib. Ti ima že plane, mogoče sezono 26 začrtane, ne, ja. Zelo okviren, veš, zdajle imam knap ta teden, ne. To je ena taka reč, ko probam vsako zimo jeti, kar je taka malo za popestritev. Poleg Velenja se mi zdi, so obe dve ful luštne. Lani nisem mogel, ko sem glih korona dobo 2 dni pred knapom, tako da sem falil, letos upam, da ne bom. Tako da ne, pa imam pa klasika, kriško grem, pač itak to je domača. Slovi Pavo sem se prijavil na 100 mil, glih nedolg, bomo šli spet kompanijo. No, mogoče za 100 mil, kar bi mogoče enkrat rad, no, če bom, pa tudi ni mus, da bi še enkrat malo bolj probal na rezultat iti, no. Pač čisto sam za sebe, da vidim, pač dokam nekako pridem, a mi to res leži, ali se znam toliko skalibrirati ali ne. Pač, ko zdaj relativno sem še tako res vse dosti haraško, ne. In mogoče tudi zaradi tega še unih teh res prav težkih, velikih kriz, kakor imajo eni, ne, pač niti še nisem mu, ne. Ja, se lahko to pride, ne vem, tako malo mislim, mogoče, če bi enkrat pripravljen, da bi mogoče to probo, no, to me še edino tako malo. Ni pa, da bi jaz zdaj rekel to, da je, a veš. Pa tudi tako ti povem, ne, okrog, ja, veš, malo mi gre tudi ta fama po pravici na živce okrog teh 100 milk, veš, kaj je vse to, veš, pain, veš, sploh ta mal, skoraj že besedna masturbacija, veš, pain cave, pa ne vem, kakšne stvari se ti dogajajo, ne, kako boš to, pa boš vse doživel, pa kako moraš v tem ustrajati, pa kako moraš skozi to jeti, veš, pa ti, veš, veš, mal, preprost, ni to, se mi zdi, ni to namen tega, no, da greš pač. Zdi se mi še zmeraj, veš, da tle pač preprost, tlej, pač rad laufat greš, pač greš kje za to, ne vem. Vse glih še zmeraj mislim, da moraš iti zato, ki ti je fajn, ne zato, ker boš pač trpel tam, veš. Ne zato, pač, ker si Davida Gogginsa gledal, ja. To je življenje, ne.
A veš, slej, ko prej boš eno pizdarijo dobo, tudi če ne boš, a veš, če boš pač skojene, a veš, sam, ne smeš pa se mi zdi, kaj preveč to, a veš, ne vem, malo se mi zdi tako, no, ni glih. Mislim, ja, sej, to je to, kot tisti never give up, ampak slej ko prej, Ja. ne, se tudi tebi se je zgodilo, pride do odstopa, ne, ne Slej, ko moreš... prej prideš, seveda, A ne. točno to. In isto, jaz sem odstopil dvakrat, ne, pač in prav nič mi ni žal, da bi odstopil, pa vem, da bom, zato ker če ti nekaj ne gre, če se nekaj matra, še sorry, jaz v ponedeljek moraš na šihte, to tako je, veš. Jaz tenis so totalno fanatični, ne bojo nikoli za Boga ne vem, jim bojo roke, noge odpadle, ne bojo odstopili. Ne. Pač jaz vem, zakaj sem takrat odstopil, pač takrat sem imel, pač če imaš neki, ne vem, čist privat življenje, ne vem, da izjebam, pač veš, da si tudi v glavo ne boš nikoli naštimo pri takem teku, da boš ti pač kar skozi to šupa, da boš ne vem kva močnejši pol, pa tudi to so pravice, ne, pač. Pri takem teku, sploh če greš ti, mislim, če hočeš iti proti svojim mejam, se pravi, da probaš, da jaz imam to mentaliteto še zmeraj v glav, ni izrazit tekmovalna, ni pa tudi netekmovalna, no. Pač, kadar grem, si rečem sam pred sabo, zdaj pač lej dal bom vse od sebe, kakor mi bo šlo in to je to. In pol, pa ne pač dirka pokaže, kaj pa kako ne. A veš, ne bom popušil, bom šel to, kur mu lahko, ne bom šel pa niti približen, ne za vsako ceno, ne. In to tako je, no. Tako nekako sem si vdel in sploh nimam več težav s tem, kjer sem in sam vsakmu, ki te prehti, pa sam rečeš, mislim, sam bravo lahko rečeš, pa pejtlej, utrudil se ali pa ne vem, doskrat te tako na konc me velikrat se je že naredil, da te na konc kjer prehti, ne. A veš, pa si že misliš, ja, lej pa rečeš itak, jaz pač ne gre, ne, to tako je, a veš. In to se mi zdi ti pa dajo, no, to dolgi teki, a veš, da se v bistvu sprijazneš tudi s tem, a veš, da res ni konc, dokler ni konc, ne, a veš, imaš v glavi prej že vse Rešen, pa ni še rešen, no, tako je. Ne pozitivno, ne negativno, ampak moraš malo stoično sprejemati tako zmage kot poraze, a ne, tako. Ja, tako je, ja. Ja, oboje je, ne. A veš, danes ta družba itak preveč nahaja, pa ne samo s tem, ko je vse dobro, ne. Vse je super, vse je in sploh, ne. Če ti dosti vase verjameš, to boš vse gore premikal, pa kaj, boš ti figo, veš, pač ne gre to tako, ne. Mislim, to je ta lažna, lažna samozavest pa nekaj, ne, pa lažna slika. Ful verjamem v to, kva lahko z dejanji spremenimo, veš, pa da si zgled s tem tudi svojimi dejanji, ne. Vse to ful verjamem, ne, ampak ne verjamem pa v to človeško prepotentnost, ki je pa danes res šla izven okvirjev, ne. To ni prav, ne. Ne, mislim, preliva se potem tudi v take stvari, kot je prostočasno ukvarjanje z rekreacijo, ki bi morala biti vse drugo, kot pa kazanje mišic, pa ne vem kaj, ne. Tisto je dosti enostavno tako, ja. Škoda, ne. Škoda res, ampak ja, sej zato pa, mislim, mi takle pogovor, uro pa pol že govorijo, Borut, a ne. Z lahkoto, a ne, pa... Dolgo šla roblek. Mislim, pa še, ja, se bo počas zaključila, ampak par stvari te moram še vprašati, ker si zanimiv sogovornik, mislim, si nek tekaški filozof, všeč so mi pač marsikatera tvoja misel, a ne, mi bo dala misliti, pa ne samo meni, najbrž tudi še komu tam zunaj, ki tek jemlje, a ne, kot zelo pomemben del svojega življenja. Eni pravijo, da bi kar umrl, če ne plavfal, ampak naslednji dan moraš poskrbeti še za kaj drugega, če ne moraš laufati, recimo, ne. Če ti ne bi laufal, kaj bi počel? Bi se vozil s kolesom, če ne bi s kolesaril, bi kaj drugega počel, najbrž ja, ne, a je tako? Ja. Mislim, če bi bral. A pa knjige bi končno bral, no, recimo. Ja. Ker ne vem, kdaj bom drugače do njih pršel. Veliko bi še rad prebral. Ampak daj še malo laufi, no, ko je spet zime, po 6 metrov snega boš pa bral, bova skupaj naredila krožnik. Kam boš šla na zimo? Kam boš šla na zimo? A knjige brati? Ni zime več na Gorenjskem. Ne, ni res, še na Robleku ni več snega. Tamle čez imam krušno peč, jaz sanjam samo o tem, da bo že pol metra snega zapadal, pa da bom šel jaz kere na peč, pa bom knjige bral. Ja, kje? To je že, ne vem, zadnjih, ne vem, koliko let sanjam. Za božjo voljo. Pride do tega. A na kitaro tudi kaj za brenke še vidim tamle zadnji? Tudi, ja. Včas, ful premalo, tudi ful premalo.
Tudi takrat bolj, ko sem bolj tako, ko nisem ta prav, takrat brenkam. Takrat, ko sem vesel, pa je ponavadi ne. A pol bolj žalostinke, bolj v molu, kaj, Ne, vse sorte. In jezne in žalostne oboje. Se pravi, ti si bil na veselicah ali pa na žurkah, Ne, tisti dolgolasi kitarist, ja, ki je zmeri Ja. grov, pa so bile vse ženske okrog njega, ali kako? ja, to bo, ja. Ženskam pa ne znam, veš. Znam samo s kitaro, je dejal. Ja. Jekam pa tak znam, ženskam pa. V bistvu, a ne, pustiva to, ne bo šla v to debato, ja. Ker lahko pa še uro pa pol govoriva, da v koncu ugotoviva, da, a ne. Trenutno imam sam tam, edino žensko, ko imam trenutno, je tam le ena bela mačka. Puza 5. Mijav, mijav. No, 5. Več se še ni prišla pokazati. Drugače. mislim, to je, prej si remenil Foresta Gumpa, jaz bi najdel še kakšno drugo primerjavo, ampak si pa, ja, mi všeč, a ne, imaš nek svoj izgled tamle med trailtekaško druščino, dolgolas, bradat si, a ne, tak mal, se vidi, da si naturalc, no, si že skozi tak, a ne, to ti je pač, se sklada s tvojo naravo, pa s tvojim nazorom življenjskim. Ja, to pa je. Pa karierasta strajca tudi skozi nosim. To, Kar zdaj hipsteri nosijo. mislim. Ljudje mislijo, da hočeš biti modern, si pa skozi že tak, a ne? Že 30 let. Vse to je smešen. Planelaste strajce so bile zmer top. Jaz sem jih mu kar nekaj, ja. Desetletja preden so bile moderne, ja. To je. Dejva, Borut, eno stvar si mi prej še zaupal, pa bi mogoče kakšno temu rekla, ne samo pač si izjemen človek, ki počne ogromno zanimivih, zahtevnih stvari, ima pa še en izziv v življenju, a ne. Zdaj, koronova bolezen, tisti, ki ne veste, to je avtoimuna bolezen črevesja, je zelo zoprna stvar, posebej, če veliko tečeš, pa če moraš pri tem še zelo paziti, kaj boš dal v svoj želodec, da svoje peristaltike ne boš naredil cele štale, a ne. Povej mi, kako to dvoje, mislim, kaj pravzaprav ješ, kako paziš, da svoje stanje, svoje bolezensko stanje ne poslabšaš, kako s tem živiš? Ja, to je v bistvu kompleksen vprašanje. Ja. V bistvu zdaj sem že nekaj let vegan, no. Ampak to v prvi vrsti je stvar čist etične odločitve, v bistvu niti nima kaj dost veze z mojim počutjem, ko sem se pač čistko odločil na podlagi tega, da pač upam, da za moje užitke čim manj trpljenja povzročam. No. Ampak posledično s tem se mi je pa tudi dost tudi sama prebava pa vse skupaj izboljšala. No. Ful imam manj težav, no, pač. Prej sem bil tako dosti vegetarijanc, pa to nisem preveč siram pretiraval z mlečnimi stvarmi in se mi je vse nekako pacal, pa pač nisem se počutil. No. Zdaj v bistvu mi je pa to, zadnja leta mi je pa to kar štima. No. Tako da iz tega stališča mi to v bistvu rečemo polente, pašte, žganci, kak tofu imam zelo rad, take stvari v bistvu zelo dosti, v bistvu najbolj simpel, pa te so mi v bistvu najbolj, no, čim bolj tako natur. In to se mi zdi, sploh pred tekmo moram ful merkati, če imam, zdaj nekako sem prišel približan do takih kombinacij, da mi nekako pstijo gmahtla dol, ker drugače pa štala dobeseden loh, ja. Tako da včasih se malo nasmejem, če slišim, da kjer odstop zaradi tega, če gre trikrat kakat. Pač to je manj. Amaterji. To je manj, drugače 3. Mislim, da sem prišel že na 7 ali 8 največ. Plus tega, da to še ni, to je še čisto ok, če bi sam to šel. Problem je to ki te tiši prej pa vmes, ker pač ne moreš sploh, nimaš sploh občutka, da si spraznen, niti skozi te neki tiši, ne moreš koraka razviti, spusti so, ki jih imam najraje, pa trpim dol. Ker če se pa vse to poklop, da me nič to namatra, je pa to... Pa jaz včasih bi prav zavriskel, res. Zato, ker je tako fajn, ker dobenega pritiska ne čutim, nič me dol ne tiši. To je top.
če te prav razumem, mislim, je samo prehrana tista, s katero lahko vplivaš na to, kako se boš počutil po tvoji črvesi, ali še kaj drugega, imaš kakšna... Psiha je tako največ. Ne. Mislim, Aha. psiha je tudi tako, ampak kadar so tako živci bolj slabi v narekovajih, ali da se kaj preveč sekiram zaradi kere stvari, to je itak katastrofa, ne, ker to je ful povezan, ne. Črevesje pa glava je ful povezan, ne. Ja, ampak rečemo vsakodnevno življenje, je pa prehrana ful. Ja. Sploh, če najdeš te ta prave neinvazivne kombinacije, ne, ki so v bistvu dosti nežne za želodec. Ne. Ampak to moraš sam odkriti, to ni nekaj... Ja. Itak je recept pri Kronovi v bistvu praktično ni, vsak ima malo svoje. Ne. Pa je daleč od tega, da bi imel jaz idealno, daleč od tega. Pivo imam rad. Mislim, ampak pivo recimo poslabša to stanje ali... Alkohol načeloma ni dober, si veš, kao, pravijo za nič, ne. En gusto življenj pa moraš imeti. Mislim, jaz vidim tudi pozitivne plati, recimo, kakšne dobre debate ali kakšne dobre ideje, ampak, a ne. Ja, ne, hočem reči, ampak ni pa kakšnih zdravil ali pa karkoli. Ne, jaz sem imel, ko mulj sem imel dosti zdravil, pa razne diete, pa ne vem, pol leta sem bil sam na enih takih ugabnih flaškah, tekočina, kem bruhanje, vsi so pozvali, ko so ti spili, jaz sem jih pil, 6 mesecev sem ti strajal, mislim, stali so feštali, jaz sem pa cel ruzak unih flašk nosil, pa ne vem, vsake 2-3 ure, ali koliko sem mogel eno spiti nagravžen, res nagravžen. Pa ni bilo reč manj, en cajt je bilo malo bolj, sam takoča hrana, ne. Pa spet tisto, ne, tako da, v bistvu, pa tablet sem imel tudi, pa v bistvu sem vse nehal jesti, zato ker ni bilo, da bi rekel enega bolj drastičnega izboljšanja, daleč od tega, da bi bil, no. Še v bistvu najbolj se počutim takrat, ko v bistvu zdaj. Ko je nekako in telo je dobro fizično pripravljen in nekako psihičen sem tudi navadil se malo sebe, se je to, da imaš, veš, da se preveč nasekiraš zaradi stvari, veš. Tudi če ti gre kaj v življenju narobe, da se nasekiraš več toka, veš. To probam, no. Pa spet, ne smeš preveč resen, ne sebe, ne drugih. To se mi zdi, je precej lažje vse skupaj. No, eno z drugim, nekaj te je naučil tek, nekaj te je naučila bolezen, nekaj te je naučil življenje, drugi ljudje, kaj pa vem, ampak... Pa del tudi, ne, pač vse, v bistvu, cel konglomerat je skupaj, po mojem, in zato sem spet zelo vesel, da sem nekako, lahko rečem tudi že, malo pomirjen sam s sabo, pa s svojimi slabostmi, pa svojimi dobrimi platmi in tudi čeprav zdaj zadnji let nimam glih najbolj obdobje, nekako se mi zdi še zmeri, pač sem vesel, da sem tak, kakor sem, no, in tako nekako je treba jeti, no. Se veš, Douglas Adams pa 42, ne, štoparski vodnik. Nekaj pred 42 se ti mora utrniti hudič, drugače je brez veze. To je slabo, zato sem jaz svojo tekaško kariero začel z maratonom, davnega leta, ne vem, kjer ga že. 42 je odgovor na vse, kaj je vprašanje, mislim, to še ne vemo čisto dobro. Ampak se zato pa rabimo včasih kakšno pivo spiti, da pridemo do vprašanj, ali pa pač, da se delamo, da prihajamo do tja. Tako da, Borut, izjemno, jaz upam, da lahko bi še govorila, ampak bi še kakšno debato ob pivu vsekakor, ne, če ne prej na Kriški. Ne prej na Kriški, upam, da že prej. Žal ne bo. Enkrat te bom na Robleka zulekel. To sem ti že obljubil, da se bom pustil, ampak rabim 3/4 ure, bom rekel, hendikepa. Da bi škurva zabo vzela. Mislim, me bo ta počakala gora, prav. Bom jaz dal za tist, ker bo ta spila v tistem cajtu, ker me bo ta čakala. To ni problema, z veseljem. Na Robleka, veš, evo, recimo, da je to dober cilj za leto 26. No, evo, vidiš, pa so prišla. Za leto 26, evo, da se dobiva na Robleku, evo, oziroma da greva na Robleka, pa tam še kakšno filozofsko užgevo vmes. Žal me ne bo zdajle v soboto na Knap Trailu. Mislim, so to tvoji zasavski konci, imaš kakšne sentimente do teh koncev še ali nič več? To, v bistvu, zdaj pa lahko rečem, da sem pa že
toliko cajt na Gorenjskem, da sem tle. Da sem že kar pognal korenine tle, ja. V bistvu, ne vem, če bi lahko še nazaj šel, no. Preprosto, toliko že, a veš, toliko, ja, pač, ja, v bistvu, ja. V bistvu je tle zdaj moj dom, no. Kodarkoli že bo na Gorenjskem, ampak bo na Gorenjskem, ja, tako. Pa ima reči, kjer Zasavje, no. Pa ima kurba pa take reči, vse to so spomini. Ampak ja, je neki, je gorenjska duša v zasavskem telesu, karkoli, ali pa oboje, no, Peter, ja. Ja, pa Orleki, pa take reči, veš, to je še zmeri malo v nas, ne. Zato si pa še dodatno bolj pronicljiv, zanimiv, no vsekakor pa sogovornik, ki ga, verjamem, bi še kdo drug, ja, imel v svojem podcastu, tako da ga kar povabite, ja, Boruč Karja. Ne, Roblek, ti si en in edini zame, sorry. Hvala, sem počaščen, sem res počaščen. Ne se noben natrud. Nič se natrudite, evo, dobil sem ekskluzivo. Dobil sem ekskluzivo in kar sem še bolj vesel, zdaj vam dam še za tiste pire, kar jim bomo spili, ja. Definitivno. Res je fajn, no, res fajn. Fajn, ima življenjsko filozofijo, vidi se, da si načiten, razgledan, razmišljujoč posameznik, ki si pa življenja loteva na tak način, na katerega bi si želel, da bi se ga še kdo, no, mogoče, ne. Jaz pravim, življenje je preresna stvar, da se iz njega ne večkrat malo zafrkavali. Ja, tako, a ne, sej, življenje niso samo poroke, so tudi pogrebi, a ne, ampak konc koncev, a ne, dokler smo tle, smo živi, a ne, dokler lahko brcamo, smo lahko veseli, jaz sem vsak večer vesel za blagoslove, ki jih imam, verjamem, da ti tudi, no, sej lej, a ne. Jaz sem glih to danes razmišljal, ko sem tam glih snežilje, pa tišina je bila, puno tišino, k sneg naredijo, ti se res lepo, ne, pa dobenega ni, ne, ampak res ti vidiš, lahko laufaš, zraven je pač eni, ki ne morejo laufati, a veš, ti pa lahko laufaš. V bistvu ta meja, tanka meja med tem, ali si noter, pa ali tem, da si odzunaj, veš, pa ne glede, da je to bolnica, ne, vsi imamo ene svoje, a veš, narekovaje heče ali pa zaprte prostore, ki ni svoboden, ne, kukar ne, a veš. Pa ne, ki si lahko, ki dejansko si, ne, ki si lahko, ki imamo to možnost, če si hočeš, če v bistvu sam želiš, v današnjem svetu to lahko narediš, ne. Pa najlepše stvari so smer za ston, vzame superga, greš v sneg laufati in to je to. Sam itak te imajo malo za norga, ne, poj. Ampak to je to. Zato moramo mi skrb držati, ki smo, recimo, tanka je meja, mislim, tako lepo si videl, nimam kaj dodati. Za konc, Boruč Karja, dragi gospodje, hvala, ker tole spremljate, drage dame, ne morate verjeti, ta mladenič z vsemi mnogimi talenti, še samski. Imam, ko se temu že reče, v uredništvu shranjeno njegovo telefonsko, kako že. Tako da, če ga boste hoteli kontaktirati, ga poiščite pa na Stravi, tudi recimo lahko. Borut Karja. Tako reklamo si mi naredil. Lej, zato, da se bo še kdo, da bo kdo poslušal do konca in se bo nasmehnil skupaj z nama. Imaš prijatelje take, ne? Zato je življenje tako lepo. Ja, se zato nimamo cajta za sovražnike, ne, nimamo cajta. Boruč Karja, jaz se ti zahvalim za skoraj 2 urci zelo zanimivo preživetega časa, pa vseh tvojih misli, pa vseh tvojih zgodb nadaljujeva v živo. Hvala, Roblek, rad te imam. Hvala enako, stari, drži se. Ajde.